Medtem ko večina ljudi na letalu prenaša utesnjene sedeže in dolga potovanja, pa so nekateri potniki, ki se tuširajo, spijo v pravi postelji in jedo 5-zvezdične obroke, medtem ko so v zraku. In še bolj presenetljivo je, da so danes na komercialnih letalih že zasebne sobe, lastna prha, zakonska postelja in celo osebni strežaj v letalu. Čeprav je presenetljivo, je to resnica. Obstajajo bogati potniki, ki so pripravljeni plačati za udobje. Zato so nekatere letalske družbe porabile milijarde dolarjev, da so notranjost svojih letal spremenile v luksuzni hotel. Ampak kljub temu, čeprav je zelo drago leteti s takšnimi letali, je to v redu. V tem videu ti bom pokazal notranjost teh letal in ti predstavil, kakšno je življenje potnikov, ko letijo s takšnimi vrstami letal. Od zasebnih suit Singapore Airlines in Emirates do letečega stanovanja Etihad Airlines. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Številka 10. The Residence pri Etihad Airways. To ni samo običajen sedež prvega razreda. To je pravzaprav majhno zasebno stanovanje v letalu Airbus A380. Nahaja se v sprednjem delu zgornje palube letala. In ko vstopiš, sploh nimaš občutka, da si v letalu. Ima svojo dnevno sobo, usnjeno zofo, velik televizor in celo ločeno spalnico. Postelja tukaj ni zložljiv sedež, to je prava zakonska postelja. Celotna suita ima tudi svoja vrata, da nihče drug ne more videti noter. Po navedbah letalske družbe ima vsak potnik še osebnega butlerja. Ti butlerji so posebej usposobljeni v znanem hotelu Savoy v Londonu. Medtem ko drugi ljudje v ekonomskem razredu čakajo na brezplačno vodo, imaš tukaj osebo, ki lahko naročiš, naj ti pripravi posteljo, postreže hrano kadarkoli ali celo pripravi tuš kabino. Ja, imajo tuš. Danes obstajajo letala, ki imajo pravi tuš v notranjosti. In po poročilih so nekateri leti The Residence lahko stanejo več kot $20,000, odvisno od poti in sezone. Včasih je v to vključen tudi zasebni voznik do letališča, lasten prostor za prijavo in osebni spremljevalec vse do vstopa na letalo. Zaradi izjemne ravni razkošja, mnogi letalski strokovnjaki pravijo, da je to najbližje leteči hotelski sobi. In trenutno skoraj nobena komercialna letalska družba se ne more kosati s to postavitvijo. Številka 9. Emirates First Class. Če obstaja letalska družba, ki je postala simbol razkošnega letalskega potovanja po vsem svetu, je to zagotovo Emirates. Še posebej njihov prvi razred v letalu Airbus A380. Da, enako kot številka 10, tudi to je Airbus A380. Za tiste, ki ne vedo, je Airbus A380 eno največjih potniških letal na svetu. Vrnimo se nazaj. V tem letalu ima vsak potnik svojo zaprto kabino, drsna vrata za zasebnost, minibar, velik zaslon za zabavo, sedež pa se lahko spremeni v popolnoma ravno posteljo, kot da bi spal v pravi sobi. Oblika kabine je polna kremnega usnja, lesenih zaključkov in zlatih poudarkov, kar resnično daje občutek razkošja skozi celotno izkušnjo. Toda najbolj izstopa za večino ljudi to, da je na krovu enega največjih letal. Na zadnjem delu zgornje palube je poseben bar, kjer se lahko družijo potniki prvega in poslovnega razreda. Na voljo je natakar, koktejli, prigrizki in lahko stojiš ter se sprostiš, medtem ko si sredi neba. Kot majhen luksuzni bar, postavljen v notranjost letala, a še bolj impresivna je njihova tuš kabina. Po navedbah Emirates so eni izmed prvih letalskih prevoznikov na svetu, ki so v komercialno letalo namestili pravi spa s prho. 2 tuš kabini sta nameščeni v sprednjem delu letala in sta izključno za potnike prvega razreda. Ima ogrevana tla, veliko ogledalo in tekočo toplo vodo, medtem ko je letalo na skoraj 40,000 čevljih višine. Predstavljajte si to. Tuširate se med letom in ker je inženiring tega sistema zelo zapleten, je izjemno težko narediti tak sistem v letalu. Voda mora biti nadzorovana. Tlačni sistem mora biti stabilen in vsaka dodatna oprema v letalu vpliva na njegovo težo in porabo goriva. Zato letalske družbe ne morejo kar tako ponuditi takšne vrste luksuza. Vendar to vseeno počnejo, ker v ultraluksuznih potovanjih kroži ogromno denarja. Obstajajo namreč potniki, ki so pripravljeni porabiti ogromno denarja samo zato, da bi bili na dolgih letih izjemno udobno nameščeni. In v današnjem svetu letalstva ni več pomembno samo, kdo ima več potnikov. Zdaj je pomembno tudi, kdo ponuja najbolj razkošno izkušnjo v zraku. Številka 8 suites pri Singapore Airlines. Nekatere letalske družbe poskušajo narediti potovanje udobno.
Ampak Singapore Airlines cilja res na povsem drugo raven. Na svojem Airbusu A380 najdražji kabini ne pravijo preprosto prva razred. Pravijo ji suite in zato obstaja razlog. Ko vstopiš sem, to ne izgleda kot letalski sedež. Res je kot zasebna soba. Ima drsna vrata, ima visoke stene, tako da skoraj ne vidiš drugih potnikov. In namesto tega je stol, ki postane postelja. Naslanjač in postelja sta res ločena. Prava postelja pride ven iz strani svit. Imaš osebno omaro. Imaš zaslone na dotik za upravljanje luči, zabavnega sistema in senčil na oknih. In po navedbah letalske družbe je nova različica suite, ki so jo predstavili leta 2017, ena izmed najbolj naprednih luksuznih kabin v celotni letalski industriji. Postelja ima posteljnino in blazine priznanih blagovnih znamk. V kompletu z dodatki so tudi luksuzni izdelki za nego kože in parfumi. Hrano pripravljajo v sodelovanju z mednarodnimi kuharji, da zagotovijo, da je postrežba obroka podobna tisti v vrhunski restavraciji. Toda najbolj posebna lastnost tukaj je namenjena parom. Na sredini kabine sta dve sosednji apartmajski sobi, ki ju je mogoče združiti. Samo z enim pritiskom se pregrada med njima spusti. In dve ločeni postelji postaneta ena velika zakonska postelja. Preprosto povedano, zakonca ali partnerja lahko spita v pravi postelji, medtem ko sta visoko v zraku. In po mnenju številnih letalskih analitikov je to ena najbolj edinstvenih lastnosti, ki jih je ustvarila komercialna letalska družba. Ker je bil takšen tip postavitve prej na voljo samo v zasebnih letalih. Ampak zdaj lahko to izkusiš na rednem voznem redu, če si le lahko privoščiš vozovnico. In po poročilih obstajajo suite class leti, ki stanejo od $8,000 do $15,000 na osebo, odvisno od poti. Ampak za ultra bogate potnike to ni samo prevoz. Plačujejo za zasebnost, tišino in izkušnjo, ki jo je skoraj nemogoče doživeti na običajnem letu. Zato ni čudno, da je Singapore Airlines pogosto med najbolje ocenjenimi letalskimi prevozniki na svetu. Številka 7. Q-Suite, poslovni razred Qatar Airways. To je letalski sedež, ki je spremenil pogled celotne letalske industrije na poslovni razred. Ker je bila včasih res velika razlika med prvim in poslovnim razredom. Ko je Qatar Airways leta 2017 predstavil Q-Suite, so se mnogi začeli spraševati, ali sploh še potrebujemo prvi razred. Iskreno povedano, Q-Suite je izjemno razkošen, čeprav je to le poslovni razred. Vsak potnik ima svojo zasebno suito z drsnimi vrati, popolnoma ravno posteljo, veliko shrambo, jedilno mizo in dovolj prostora, da nimaš občutka, da ste v letalu pretesno skupaj. A najbolj impresivna lastnost tega je sredinski del kabine. Tam so 4 sedeži, ki jih lahko spremeniš v zasebno jedilnico. Pregrade med 4 sedeži se lahko spustijo. In ko to narediš, imate kot svojo mini restauracijo znotraj letala. Prijatelji ali družina lahko večerjajo skupaj, obrnjeni drug proti drugemu, sredi leta. In skoraj nobena druga letalska družba takrat ni imela takšne postavitve v poslovnem razredu. Zaradi tega je bilo veliko letalskih družb prisiljenih nadgraditi svoje izdelke poslovnega razreda. Opazili so namreč, da nekateri potniki prehajajo na Qatar Airways, ker pravijo, da se ta izkušnja tam bolj splača. Po poročilih letalske industrije je Q-Suite po svoji predstavitvi osvojil tudi različne mednarodne nagrade. In še danes veliko letalskih družb poskuša doseči raven udobja in zasebnosti, ki jo je pokazal Qatar Airways. Hrana tukaj je prav tako skoraj na ravni prvega razreda. Na voljo so večhodni obroki, draga vina in šampanjec. Postrežba kabinskega osebja je prav tako skrbna, toda najpomembnejši dosežek Q-Suite je ta. Dokazal je, da ni treba kupiti izjemno drage vozovnice za prvi razred, da bi doživel svetovni luksus na letalu. In zaradi tega se je konkurenca v industriji premijskih letalskih potovanj popolnoma spremenila. Številka 6. Le premier letalske družbe Air France. Če druge letalske družbe želijo izgledati futuristično ali visokotehnološko, ima Air France drugačen pristop. Tukaj je njihov cilj, da se potnik počuti, kot da je v luksuznem hotelu v Parizu, medtem ko je v letalu. In to je pravzaprav koncept La Première. To je najbolj ekskluzivna kabina Air France. In na nekaterih njihovih letalih Boeing 777 so v celotnem razredu prvega razreda samo 4 suite. To pomeni, da je v kabini res zelo malo ljudi. Za ločevanje posameznih suite ne uporabljajo trdih sten. Zavesa. In po navedbah same letalske družbe je to namenoma, da je občutek v notranjosti mehkejši in tišji, bolj kot zasebna soba, kot pa zaprta škatla. Ko potnik sede, ga takoj pokličejo po imenu. Imajo svojo pižamo, imajo copate.
in dlje kot traja let, postopoma spreminjajo osvetlitev v kabini glede na čas države, v katero potujete. Ko je na cilju čas za spanje, se kabina potemni, da se telo lažje naspi. Ko se približujete pristanku, se kabina postopoma spet osvetli, kot da prilagajajo vaše telo, še preden prispete. Ampak najbolj znana stvar pri La Première je hrana. Ker je to Francija, je vrhunska kulinarika in luksuzno gostoljubje velik del njihove kulture. Zato po besedah letalske družbe sodelujejo s kuharji z Michelinovimi zvezdicami pri ustvarjanju menijev na letalu. To ni preprosta letalska hrana, res je kot vrhunski restavraciji. Postrežba je po hodih, posebej postrežejo kruh, na voljo je vinska spremljava. Na voljo so tudi različni francoski siri, ki jih včasih postrežejo na vozičku, kot v vrhunskih restauracijah v Parizu. Tudi njihov šampanjec prihaja od znanih luksuznih znamk. In še preden se let začne, imajo potniki prvega razreda že dostop do salona La Première na letališču Paris Charles de Gaulle. In po potovalnih ocenah je ta salon bolj podoben zasebnemu klubu za člane kot pa letališkemu salonu. Ima restauracijo, spa, zasebne sobe, tišina. In to je zelo daleč od običajne izkušnje na letališču, ki jo pozna večina ljudi. Zato pri Air France potnik ne plačuje samo za prevoz. Plačujejo za celotno vzdušje od letališča do pristanka. Številka 5, The Suite First Class letalske družbe All Nippon Airways oziroma ANA. Če obstaja letalska družba, ki je znana po izjemni čistoči, tišini in urejeni storitvi, je ena izmed njih ANA iz Japonske. In to lahko vidite v njihovem first class produktu, ki se imenuje The Suite. Ni bleščeč, ni preveč zlate barve, ni preveč luči. Ampak prav to je razlog, zakaj se temu občuduje toliko ljudi. Ker luksus tukaj ni v razkazovanju, gre za udobje in tišino. V notranjosti suite je drsna vrata, da imaš zasebnost. Je velik sedež, ki se spremeni v popolnoma ravno posteljo. Je tudi poseben manjši stol in jedilna miza. In celoten dizajn je kot moderna japonska hotelska soba. Preprosto, umirjeno na pogled. A občutek je izjemno prestižen. Temni leseni zaključki, čiste linije in brez kaotičnega dizajna. Tudi njihova hrana je nekaj posebnega. Imaš možnost zahodnih obrokov, a najbolj znana tukaj je tradicionalna japonska kulinarična izkušnja. Sem spadajo različne majhne jedi, ki so skrbno postrežene. Sezonski sashimi, wagyu govedina, riž, kuhan na pari. In še druge japonske jedi, ki so po mnenju številnih potovalnih analitikov ena najboljših kulinaričnih izkušenj med letom v celotni letalski industriji. Na Japonskem imajo koncept, ki se imenuje omotenaši. To pomeni gostoljubnost. To pomeni, da se pomoč ponuja iz srca, brez da bi gost moral najprej prositi zanjo. In prav takšen je stil storitve pri ANA. Posadka je tiha, ni vsiljiva. Ampak kot da že vnaprej vedo, kaj potrebuješ, še preden kaj rečeš. Tudi na najmanjše podrobnosti mislijo. Od pižame, narejene iz mehkega japonskega bombaža, do posteljnine in slušalk, ki jih uporabljajo v kabini. In še pred letom imajo potniki dostop do salona ANA Suite Lounge na letališču Haneda v Tokiu. Na voljo je svež ramen, so soba rezanci, je sake bar in jedi po naročilu namesto preprostega bifeja. Skratka, ANA ne poskuša biti najbolj bleščeča letalska družba na svetu. Njihov cilj je narediti celotno potovanje mirno, udobno in brez stresa. In za mnoge pogoste potnike je to pravi luksus. Številka 4, prvi razred Cathay Pacific. Medtem, ko se druge letalske družbe ponašajo z zlatimi notranjostmi, dragimi lučmi in številnimi funkcijami, ima Cathay Pacific drugačno filozofijo. Za njih luksus ne pomeni, da mora biti vse bleščeče. Niti treba veliko trikov, da začutiš, da je potovanje res vrhunsko. Včasih je dovolj že tiha kabina, veliko osebnega prostora, udobna postelja in odlična postrežba. In prav to je razlog, zakaj številni pogosti potniki tako zelo občudujejo prvo klaso Cathay Pacific. V njihovi letali Boeing 777 je le 6 apartmajev prvega razreda. Med vsakim je veliko prostora, zato se ne počutiš utesnjeno. Na voljo je širok naslanjač, ki se spremeni v popolnoma ravno posteljo. Obstaja velik zaslon za zabavo. In celotna kabina je preprosto oblikovana. Temne barve, kovinski zaključki, miren videz, brez pretirane dekoracije. Prav v tem pa pride do izraza eleganca njihove postavitve. Podobno je sodobnemu luksuznemu hotelu v Hongkongu. To ni tista vrsta luksuza, bi te želela izpostaviti na družbenih omrežjih. To je tisti luksus, ki te želi le umiriti in sprostiti, medtem ko si v mirnem okolju. In takšen je tudi njihov slog storitve. Niso preveč glasni ali preveč zgovorni, toda kabinsko osebje je zelo pozorno.
Takoj opazijo, ko ti zmanjka pijače. Zapomnijo si, katero vrsto vode ali pijače imaš rad, potem ko jim to poveš samo enkrat. In znajo začutiti, ali si želiš pogovora ali pa želiš biti sam. Tudi pretvorbo sedeža v posteljo opravijo zelo previdno. Ko je potnik v stranišču, oni pripravijo posteljo. Ko se vrneš, je postelja že urejena. Odeja je pripravljena, luči v kabini so zatemnjene. In sploh ne vidiš postopka. Preprosto, a zelo prestižno. Tudi njihova hrana je znana v letalski industriji. Sodelujejo z uglednimi restavracijami in kuharji, da združijo azijske in zahodne okuse v meniju. In po številnih potovalnih ocenah je dim sum, ki ga strežejo na nekaterih letih iz Hongkonga, ena izmed najboljših letalskih jedi na svetu. Ne trudijo se izstopati, ni jim treba tega početi, kajti za Cathay Pacific je prava razkošje prostor, tišina in udobje. Številka 3. Prva klasa in zasebni terminal pri Lufthansi. Veliko letalskih družb ima luksuzne sedeže, toda Lufthansa je naredila nekaj posebnega. Namesto da bi polepšali samo kabino, so spremenili tudi samo izkušnjo na letališču. Na letališču Frankfurt v Nemčiji je Lufthansa zgradila svoj lasten ločen terminal prvega razreda. In to ni navaden salon. To je dejansko prava samostojna stavba, namenjena samo potnikom prvega razreda. To pomeni, da nekateri potniki Lufthanse sploh ne rabijo biti skupaj z običajno množico na letališču. Ko prideš na terminal, te takoj pričaka osebni asistent. Oni poskrbijo za prijavo in prtljago. In potem lahko v stavbi sproščeno čakaš na svoj let. Na voljo so restavracija, bar in zasebne sobe. In po letalskih recenzijah je vzdušje znotraj zelo mirno in ekskluzivno. Tudi mejna in varnostna kontrola se izvajajo tam. Zato ti ni treba stati v vrsti skupaj s stotinami ljudi v glavni letališki terminal. In ko je tvoj let pripravljen, tukaj postane izkušnja še posebej edinstvena. Namesto da bi šel do prenatrpanega izhoda za vkrcanje, te pride iskat luksuzni avto, včasih Porsche, včasih Mercedes. Nato te z avtom odpeljejo naravnost do letala. Medtem ko se voziš po letališki ploščadi, je kot prizor iz filma. Medtem ko drugi potniki stojijo v vrsti pri izhodu za vkrcanje, ti izstopiš neposredno ob letalu. In po nagradah Travel Industry Awards je to ena izmed najbolje ocenjenih izkušenj prvega razreda na tleh na svetu. Ker za Lufthanso se razkošje ne začne, ko sedeš na letalo. Začne se že ob tvojem prihodu na letališče. In to je razlog, zakaj nekateri popotniki namenoma izberejo postanek v Frankfurtu. Čeprav to ni najhitrejša pot, ker si želijo doživeti celotno izkušnjo Lufthansinega terminala za prvi razred. Številka 2. JAL SkySuite First Class družbe Japan Airlines. Nekatere letalske družbe razkazujejo razkošje že z osvetlitvijo, zlatim dizajnom in velikimi značilnostmi. Ampak Japan Airlines je nekaj posebnega. Bolj tiho, bolj preprosto, bolj skrbno. In prav tam postane njihov prvi razred, imenovan JAL SkySuite, nekaj posebnega. Japan Airlines je prav tako prešla skozi hudo krizo. Leta 2010 je zaprosila za stečajno zaščito, potem ko se je znašla v ogromnih dolgovih. Toda po prestrukturiranju se je letalska družba vrnila in ponovno postala ena najbolj spoštovanih prevoznikov v Aziji. Zato je njihov SkySuite nekakšen simbol novega JAL-a. Ni glasen, ne baha, ampak je izjemno dovršen. V notranjosti Boeinga 777 je prostoren sedež prvega razreda, ki se spremeni v popolnoma ravno ležišče. Ima lesene panele, mehko usnje, predelno steno za zasebnost, velik osebni zaslon in imajo posteljnino narejeno za bolj udoben spanec na dolgih poletih. Ne izgleda kot zabavna soba v nebesih, bolj spominja na tiho japonsko zasebno sobo. Čisto, urejeno in brez navlake za oči. A najmočnejši del prvega razreda pri Japan Airlines je hrana, še posebej japonski meni. Tukaj vidiš, kako resno Japonska jemlje hrano in postrežbo. Hrane ne dajo kar tako na pladenj. Jedi izbirajo glede na letni čas. Ko je pomlad, je meni lažji in bolj svež. Poleti so jedi bolj hladne in osvežilne, jeseni pa pridejo do izraza gobe in toplejši okusi. Po zimi bolj pašejo juhe, korenovke in jedi, ki nasitijo in pogrejejo telo, kot da ne gre samo za prehranjevanje. Na vsakem krožniku pripovedujejo zgodbo o letnem času na Japonskem. Je sašimi, je riž, je juha, so majhne jedi, ki so skrbno pripravljene. Tudi sklede in krožnike izbirajo tako, da se ujemajo z barvo in videzom hrane.
Pri drugih letalskih družbah je luksuz v tem, kako drage so uporabljene stvari. Pri Japan Airlines je luksuz v tem, kako skrbno je izbrana vsaka podrobnost. In tako kot pri ANA, je tukaj zelo prisotna ideja o motenaši. To pomeni, da ti ne nudijo le običajne storitve. Zate lepo poskrbijo, še preden sploh prosiš za pomoč. Če potrebuješ vodo, bodo to opazili. Če si želiš počitka, te ne bodo motili. Če je treba posteljo urediti, bodo to naredili tiho in skrbno. Zato storitev ni obremenjujoča. Nimaš občutka, da te nekdo ves čas opazuje. Vse je urejeno tako, da se ti ni treba obremenjevati. In še preden poletiš, je v Tokiu Haneda tudi Sakura First Class Lounge. Že tam začutiš slog jala. Ni treba biti preglasen, ni treba biti preveč bleščeč. Pomembno je, da je namen jasen. Da bo celotno potovanje lahkotno, mirno in urejeno. Številka 1. Zakaj so letala zdaj kot hoteli? Veliko ljudi pravi, da je bilo zlato obdobje letenja v 60-ih letih. To je bil čas elegantnih oblačil, zrezkov na letalo in potnikov, ki so bili kot iz starega filma. Ampak če pogledaš pobližje, izkušnja za večino ljudi ni bila tako čudovita. Letalske vozovnice so bile drage, motorji glasni, v kabini je veliko ljudi kadilo, ni bilo sodobne zabave, udobje pa je bilo daleč od tistega, kar imamo danes. Zato, če govorimo o luksuznem letenju, je danes veliko močnejši argument, da je zdaj res zlata doba. Danes obstaja letalska družba, ki imajo zasebne apartmaje v letalu. Medtem ko si nad oblaki, imaš lahko tuš. Na komercialnem letu imaš lahko zakonsko posteljo. Poslovni razred je skoraj kot prvi razred. Obstaja letalska družba, ki je zgradila svoj lasten terminal samo za potnike najvišjih razredov. In japonski prevozniki so spremenili celoten let v izkušnjo vrhunske restavracije in zasebne hotelske sobe. Ne gre več samo za sedež, celotna izkušnja je zdaj pomembna. Od letališkega salona, prijave, varnostnega pregleda, vkrcanja, hrane, spanja, storitve, vse do izkrcanja na cilju. In razlog, zakaj letalske družbe toliko vlagajo v takšne kabine, je preprost. Veliko zaslužijo s potniki višjih razredov. Po poročilih letalske industrije se vloga poslovnega in prvega razreda pri prihodkih mnogih letalskih družb povečuje. Na sprednjem delu letala je manj potnikov, ampak njihova cena vozovnice je višja. Zato lahko včasih nekaj premium sedežev prinese več dobička kot veliko ekonomskih sedežev. Letalske družbe tega ne počnejo zato, ker bi bile prijazne. To počnejo, ker je to posel. Ko pridobijo zveste premijske potnike, je to velika pomoč za celotno delovanje letalske družbe. Zato se konkurenca nadaljuje. Ena letalska družba izboljšuje postelje, druga povečuje zasebnost z vrati, tretja izboljšuje hrano, četrta polepšuje salon. Ena letalska družba naredi storitev bolj tiho in bolj osebno. In ko se krepijo ocene, potovalni vlogerji in družbena omrežja, so pričakovanja potnikov vse višja. Prvi razred, ki je bil pred nekaj leti izjemen, lahko hitro postane zastarel, ko konkurenca predstavi nov izdelek. Zato je danes luksuzno letalstvo kot tekma v oboroževanju. Namesto orožja pa je tekmovanje v posteljah, zasebnosti, hrani, prhah, salonih in storitvah. In zaradi tega potniki, ki si to lahko privoščijo, doživljajo najbolj udobno izkušnjo letenja v zgodovini komercialnega letalstva. Letalo je bilo včasih le prevozno sredstvo za potovanje v drugo državo, toda za najbogatejše potnike danes je sam let postal destinacija.